Spoštovane bralke in spoštovani bralci portala e-Maribor in pa seveda gledalci in gledalke našega podcasta, en prav lep pozdrav. Danes bomo odprli zanimivo temo, ki se dotika zdravstva, pacientovih pravic in vprašanj, kaj se zgodi, ko pacient ostane brez odgovora domačega zdravstvenega sistema. Naš gost je Branko Sluga, ki že vrsto let v bistvu bije boj za svoje zdravje, hkrati pa pravni boj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Njegova trnova pot za zdravje ga je vodila od Slovenije do Švice, Indije, Tajske in Francije. Prestal je več zahtevnih operacij, plačal večino iz svojega žepa vsaj 10.000 evrov za zdravljenje in se spobadal z bolečinami in negotovostjo ter vprašanjem, ali bo sploh lahko normalno živel. Gost našega podcasta je Branko Sluga. Branko, lep pozdrav in pa hvala, da si se odzval našemu portalu. Na začetku sem že omenil številne operacije in številne obiske v tujini, s katerim se bova še potem vrnila. Ampak na začetku mi povejte v bistvu na kratko, kdo ste in kako se danes počutite. Pozdravljeni, sem Branko Sluga. Sedaj živimo v Majšperku z družino in danes se počutim mnogo boljše po številnih operacijah, seveda. Vaša zgodba se sicer ni začela včeraj, traja že dosti dolgo, skoraj 19 let. Kateri dogodek je bil po vašem mnenju tisti, v bistvu prav tisti, ko so se začele vaše zdravstvene težave? Ja, moje zdravstvene težave so se začele leta 2007 po fizičnem napadu. In potem se je to v bistvu stopnjevalo? Drži. Tisti fizični napad je bil, lahko rečemo, posledica potem nadaljnjih, lahko rečem, nesreč in pa nadaljnjih tvojih korakov, ki so se začele s to zadevo leta 2012, če sem prav obveščen, ste doživeli eno hudo prometno nesrečo. Drži. Kaj se je zgodilo takrat in kakšne posledice vam je takrat pustila ta nesreča? Dejansko smo s partnerko šla na izlet na Nizozemsko in sem na poti zaspal za volan. In je prišlo do, da smo zapeljala iz cestišča in čelno trčila v drevo. In v bistvu posledica tega je bil morebiti tudi tisti fizični napad? Ja, to so izpostavili v bolnici v Degendorfu, samo je tukaj problem, da ne morejo z zagotovostjo trditi, ali je že poškodba glave vplivala na to prometno nesrečo. Kdaj ste v bistvu prvič ugotovili, da vam slovenski zdravstveni sistem ne more oziroma noče pomagati? Prvič sem to ugotovil 24.5.2007, ko sem po priporočilu ORL specialista Borisa Onišaka obiskal dr. Bogdan Čižmareviča v UKC Maribor, kateri je po pregledu slik dejal, da tega v Sloveniji ne morejo in ne znajo, ker nimajo dovolj izkušenj pa strokovnega znanja, ter je napisal priporočilo za nadaljevanje zdravljenja v Salzburgu pri dr. Krenklu. Pa ste imeli kdaj občutek, da ste vsaj po tej prvi nesreči, da ste prepuščeni samemu sebi? Ja, to se je večkrat, sem dobil ta občutek v UKC Ljubljana, kjer so zdravniki iz maksilofacialne kirurgije priznavali ustno meni, kaj je narobe in da tega ne grejo zdraviti, v izvid so pisali pa vse kaj prej druga kot to. Torej, v bistvu v tistem trenutku vam ni bilo nič drugega kot rešitev ta, da ste se potem nekako poiskali pomoč v tujini. Ja, vendar žal prepozno. Leta 2014, če imam prave podatke, ste šli na zdravljenje v Švico. Ja, drži. Zakaj prav Švica?
V Švico me je napotil dr. Vinko Vedolenc, nevrokirurg iz UKC Ljubljana, saj po njegovem vedenju v Sloveniji takrat ni bilo dovolj specialistov, ki bi se ukvarjali z zlomom C2 vretenca pa zlomi densa C2 vretenca, in je rekel, da nimajo dovolj izkušenj, tako da sem potem po njegovem priporočilu, pa glede na to, da v Sloveniji nobeden ni nič ukrepal, bil prisiljen, da sem samoplačniško šel na rehabilitacijo in operacijo v Švico. Zakaj samoplačniško? Ja, zaradi tega, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje že od 2007. leta zavrača vse prošnje zahteve za izdajo S2 obrazca. Se pravi, če sem zdaj prav razumel, zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravljenja ni želelo odobriti, ampak napotilo vas pa je v tujino. Ja, ni me napotilo Zavod za zdravstveno No, zavarovanje, tako, vendar zdravnik, ja, kirurgiji. tako. Zavod bi mogel pa prevzeti kritje stroškov, glede na to, da pri nas ni možno tega bilo upravljati, vendar žal nikoli niso, kljub tožbi, nikoli niso odobrili. K tožbi se bova še kasneje vrnila. Kaj je bil v bistvu njihov glavni razlog? Njihov glavni razlog je bil, da UKC Ljubljana ne vidi potrebe po zdravljenju, ter da ni bilo nič narobe. Aha, zanimivo. Zanimiva opomba. K tem se bova še malo kasneje vrnila. Sicer pa veliko denarja je bilo potem potrebno vložiti, lastnega denarja seveda, za to zdravljenje. Koliko je bilo tega denarja, ki ste ga morali vložiti, vsaj to prvo operacijo, ta prvi del v Švici? Prvi del v Švici je bila rehabilitacija približno 30.000 evrov in operacija 30.000 evrov. Koliko vam je pri tem pomagala javnost, oziroma koliko ste dobili iz humanitarnih sredstev, ali takrat ničesar? Za Švico ni pomagal nihče, razen oče. Omenili ste tudi nekako psihiatrično diagnozo in zdravila, ampak po tistem se vam je stanje v bistvu poslabšalo. Ja, drži, ja. Naši so poskušali z psihiatričnimi zdravili, kar so tudi že povedali ob sami nezgodi leta 2012 v bolnici v Degendorfu. So dajali ta zdravila zato, da prikrijejo simptome, prikrijejo bolečino in dejansko nekako brez operativnega posega vzdržujejo normalno pod vprašajem stanje. Pa vas je takrat, ko so vam dajali to diagnozo oziroma ta zdravila, se vam je stanje izboljšalo? Poslabšalo. V bistvu imeli ste potem še eno nesrečo. Ja, to je bilo pa 2022. 22 in po tej novi prometni nesreči je bilo pa še hujše. Ja, takrat je prišlo pa do prometne nesreče na avtocesti in takrat je dejansko šlo stanje samo navzdol. Problem pa je, da so že naši devali prej ponovno od približno leta 2019 ta psihiatrična zdravila in je to oboje potem vplivalo na hudo poslabšanje zdravstvenega stanja. Tudi nesreče ali ne? Oboje. In njihovo nepravilno dajanje zdravil in nesreča. Oboje je bilo. V bistvu to je bila ta nesreča leta 2022 je bila hujša kot tista prva? Ne, ni bila hujša. Ni bila. Po mojem mnenju ne. Približno enako, če ni bila celo 2012 hujša. Po tistem obdobju v bistvu nekako lahko rečeva, da niste več mogli normalno živeti, delati, hoditi, opravljati vsakodnevne stvari. Kako je to vplivalo na vas? To je zelo vplivalo na mene, na družino, na odnose z družino in dejansko bilo je že tako daleč, da nisem več čutil nog, imel sem mravljince po nogih, vrtoglavice, naglušnost 30-35 decibelov na vsako uho, težave z vidom, dioptrija se dejansko spreminjala, kar so mi potem v Indiji in Franciji razložili, je to bil
problem zaradi Na kosti in Na Indijo se bova še vrnila. Ravno to sem želel vprašati. Ko v Sloveniji v bistvu niste našli rešitve, ste se odločili za Indijo. ja. Zakaj tako, bom rekel, nenavadna odločitev? Je Indija tista, ki vam je v bistvu, lahko rečemo, rešila življenje? Po mojem mnenju je Indija rešila življenje, odločitev je bila pa sprejeta na zelo zanimiv način. Mi smo dejansko imeli že na Ministrstvu za zdravje pred Komisijo za varstvo pacientovih pravic obravnavo zaradi uveljavljanja 10. člena Zakona o pacientovih pravicah, ker je dejansko UKC Ljubljana od leta 2022 uveljavljal 10. člen. To pomeni, da je že pred samo nezgodo leta 2022 začel uveljavljati 10. člen in niti ni želel ne na preglede, ne zdraviti, ne nič. Dejansko vsako napotnico, ne glede na to, kdo me jih njim poslal, ali je bil to travmatolog, ali je bil osebni zdravnik, zobozdravnik, so oni avtomatsko odbili napotnico in me niti niso želeli sprejeti na pregled. Se pravi, vse skupaj se je potem začelo v Indiji, v bistvu za Indijo je bilo tudi potrebno zbrati kar veliko denarja. Se pravi, ta operacija je bila seveda samo plačniška. Drži, ja. Tudi takrat se ni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odzval. Ampak dajva malo zdaj, če poveste, kako je v bistvu potekala ta operacija v Indiji. Ja, dejansko. Verjetno je bila zelo zahtevna. Ja, to je bila prva operacija, ni bila kirurško zelo zahtevna, vendar je bila zelo riskantna, ker je po besedah slovenske nevrokirurginje doprinesla zelo veliko in dejansko to je bila prva operacija, so odstranili disk med C3 pa med C4 in so naredili fuzijo zaradi nestabilnosti C3, C4, C2, C1 in posledično lobanje zaradi vseh zlomov. In dejansko jaz sem šel z ženo v Indijo, operacija je bila približno $6,000, sama operacija. Bilo je pa najbolj zanimivo to, da so v Indiji ugotovili, da dejansko glede na moje stanje trenutno sploh ne morejo opraviti te operacije, ker so slovenski zdravniki devali neprimerna zdravila, ki onemogočajo operativni poseg, tudi če je nujen. Ampak v Indiji ste potem nekako občutili izboljšanje. Ja, dejansko jaz sem mogel v Indiji počakati 5 ali 6 dni, odvzeli so vsa zdravila stran, ki so mi jih dajali v Sloveniji, na to sem mogel s partnerko počakati v hotelu, po 5-6 dneh so pa naredili operativni poseg in po posegu je dejansko prišlo do bistvenega izboljšanja. Jaz iskreno, dan po operaciji mislim, da sem šel iz 7. nadstropja stolpnice peš, po stopnicah. Zanimivo izboljšanje. V Indijo pa ste se morali večkrat vrniti. Ja, drži. Vmes ste bili operirani na Tajskem, pa tudi v Franciji. Drži, ja. Zakaj je bilo potrebno toliko posegov? Ja, tukaj je pa problem ta, da po prvi operaciji maja 2023 smo se z nevrokirurgom dogovorili, da on zdravila za domov za 3 mesece, hkrati je izdal tudi priporočilo za intenzivno fizioterapijo, kar ZZZS ni hotel odobriti, kljub temu, da je imel predlog osebnega izbranega zdravnika, da me more napotiti v zdravilišče, in prva in druga stopnja ZZZS je to zavračala. Pa hkrati ko smo se vrnili, smo izdali tudi prošnjo za S2 obrazec, da se lahko vrnemo v Indijo na zdravljenje na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In tudi to so zavrnili. Ja. Ampak za zdravljenje v tujini je bilo potrebno zbrati spet precej denarja. Ja, drži. Kako je to potekalo? Ja, dejansko smo mi potem, ko smo v Sloveniji videli, da dejansko naši UKC Maribor
ne izvaja te notranje fiksacije po lefortostomiji, smo dejansko še poskušali v UKC Ljubljana. UKC Ljubljana je zavračal oziroma napotnice oziroma veljavilo 10. člen. Ministrstvo za zdravje, Komisija za varstvo pacientovih pravic ni želela ukrepati, kljub temu, da smo že imeli par obravnav pri njih, tako da dejansko smo se mi potem odločili, da gremo nazaj v Indijo in smo zbrali za prvo operacijo, ki je bila potem v marcu 2024. To je bilo katerega leta? 2024. A se je izočil. 24. Kako so vas v bistvu sprejeli zdravniki v tujini? Ste tam dobili občutek, da ste res pacient, da zdravniki res pri pacientu razumejo težave, boljše kot doma? Ja, iskreno, dejansko sem ugotovil, da je v tujini vsi posod boljše zdravstvo kot doma. Hkrati sem pa ugotovil eno izmed največjih razlik, da v tujini, če nekaj ne znajo ali pa menijo, da niso sposobni urediti, te pošljejo na pravilno mesto, kjer so to sposobni narediti. Govorili smo o tem, da je bilo v tujini veliko zdravljenja. Koliko je v bistvu vse skupaj stalo? To so verjetno ogromne vsote. Če štejem Švico, leta 2014 je približno 60 000 evrov, če pa štejem potem Indijo, Tajsko in Francijo, je pa še približno 120 000 evrov zraven. To je ogromno denarja. Kako si prišel do tega denarja? Verjetno si večinoma plačal iz lastnih sredstev. Nekaj je pomagala tudi humanitarna organizacija. Drži. Katera? Rdeča vrstnica in določeni posamezniki. Kako se v bistvu človek takrat, ko vidi, da mora plačati v bistvu vse sam in ti recimo domača zdravstvena zavarovalnica noče pomagati, kako se človek takrat počuti? Ja, bilo je zelo težka situacija, ker mi smo dejansko planirali samo prvo operacijo, tako je bila predvidena v marcu 2024 in dejansko smo si uredili finančna sredstva samo za to operacijo. Potem, glede na to, da so me iz bolnice, ki je opravila prvo operacijo, preposlali drugam, se je cena tudi bistveno dvignala, zato smo še za tisto mogli določene sredstva zbrati. Glede na to, da so pa potem bile potrebne zaradi dolgotrajnega, pa dolgoletnega nezdravljenja, neprimernega zdravljenja in neukrepanja slovenskih zdravnikov še dodatne operacije, smo pa potem dejansko bili prisiljeni začeti prodajati premoženje. In tako je tako ste potem lahko zbrali tudi denar za te prepotrebne operacije, ampak zadeva še ni končana. Vi imate tu notri vse v bistvu ploščice, Ja, titanove ploščice. katere bo potrebno zamenjati. Odstraniti ali zamenjati. To se bo francoski kirurg odločil na pregledu 21. decembra letos, ko bo opravil kontrolni CBCT in spodnje ploščice se je že odločil, da bo odstranil, ker funkcionalno motijo pri hranjenju, govoru, povzročajo bolečine. Glede obraza, zgornjega dela, to pomeni ličnic, zgornje čeljusti, bo pa dejansko sprejel odločitev, ko bo videl, ali je zaraščenost kosti dovolj dobra, da ne bi dejansko z odstranitvijo povzročil več škode kot koristi. Bo vsaj to zdravljenje sedaj krila slovenska zavarovalnica? Upajmo, da, kar pa sicer dvomim, glede na to, da se še vedno zgovarjajo na konziliarne mnenja, katerih ne želijo izdati. V bistvu med vami in zdravstveno zavarovalnico poteka spor. Drži. Zdaj, kaj vse zahtevate od zdravstvene
zavarovalnice? Mi od zdravstvene zavarovalnice, glede na to, da so bile v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, zahtevamo povračilo stroškov in nadaljnje prevzetje stroškov. Ja, za zdravljenje od 2007 naprej. To pomeni Švica, Indija, Francija, Tajska. In kakšen je v bistvu njihov odgovor, zakaj oni ne pristopijo k temu, glede na to, da vas je že na prvo zdravljenje poslal v bistvu slovenski zdravnik? Ja, dejansko se oni izgovarjajo na konzilije UKC Ljubljana in UKC Maribor, katerih ne želijo izročiti, niti v tem postopku odobritve. Videli smo, tudi pri vas doma imate veliko dokumentacije zdravljenja, pritožbe, kar nekaj takih zabojev imate. To so vsi izpisi, pritožbe in tako naprej. Kje se je zdaj to ustavilo na sodišču? Ja, dejansko sodišče še vedno kljub številnim tujim mnenjem, operacijskim izvidom, še vedno želi mnenje slovenskih univerz. To pomeni Univerze Maribor ali Univerze v Ljubljani, vendar so se obe dve izločile, samo žal sodišče še vedno vztraja, da želi mnenje slovenske stroke. Kljub nešteto tujim izvidom, ki govorijo, da so se naši motili. Kot sva se pogovarjala pred snemanjem, ste dejali, da so na UKC Ljubljana celo priredili dokumente. Vi imate drugačne dokumente, kot so jih oni predložili sodišču. Drži. 23.6. letos sem bil tudi zaradi te pritožbe na uradu za pohvale in pritožbe v UKC Ljubljana, saj sem se pritožil, ker je UKC Ljubljana oziroma njihova služba izdala v ZVM 6.1. letos izvide, kateri niso dejanski oziroma enaki z izvidi, kateri so bili izdani v preteklosti. Zanimivo. Kaj v bistvu pa pravi pritožili ste se tudi uradu za pritožbe, pritožili ste se tudi za človekove pravice. Kaj oni pravijo na to? Nimajo odgovora. Dejansko imajo par nasvetov, to pomeni, da se sproži ponovna druga zahteva za kršitev pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje pred Komisijo za pacientove pravice, vendar glede na pretekle izkušnje menim, da ne bo na koncu nobenega efekta. V času Golobove vlade ste pisali raznim inštitucijam, nobena se ni odzvala. Ne odzivajo se. Zdaj, če pogledate nazaj, kaj vas je v teh letih najbolj bolelo? Zdravstvene težave ali občutek, da v svoji lastni domovini niste slišani? Dejansko oboje. O tem so nekaj seveda tudi pisali mediji, ampak zanimivo, da se nihče od tega ni odzval. Kje sedaj to stoji? Boste vztrajali še naprej pri tem? Boste obvestili tudi mogoče novega ministra za zdravje ali mogoče koga drugega? Ja, obvestili bomo tako ministra novega za zdravstvo, pa tudi druge pristojne organe. In kdaj v bistvu ta zahtevek, ko ga imate do zdravstvene zavarovalnice, sploh zastara? To pa ne vem, kakšna je zastaralna doba. Možno je pa, da se bo to zgodilo, da bo zastaral. Zadeva je trenutno na sodišču, zastopata vas dva odvetnika. Kakšno je njuno mnenje? Da bi mogli plačati, da sem upravičen do povračila. Kaj bi v bistvu, takole rečeva, sporočili ljudem,
pa verjamem, da niste edini, ki se znajdejo v podobni situaciji. Ja, ljudem bi sporočil, da naj ne obupajo, da kljub temu, če jih nočejo ali ne želijo zdraviti iz takšnih ali drugačnih razlogov, naj prosijo ali pridobijo mnenje iz tujine in vztrajajo pri potrebnem zdravljenju. Torej, vi boste vztrajali. Jaz bom vztrajal do konca. Lahko bi še dolgo klepetala in še veliko verjetno imate zapovedati, ampak mi se bomo te zgodbe držali do konca. Se pravi, sedaj, ko smo nekako začeli, želimo vedeti tudi, kakšen bo konec te zgodbe, zato naš portal spremljajte še naprej. Hvala lepa. Hvala.